Pozdravljeni! V okviru projekta Kaiserfest 2015 oziroma S kolesom po Slovenskih Goricah, ki ga organizira Fitnes zveza in Sokolska zveza Slovenije, je minuli teden na Jeruzalemu potekala javna tribuna na temo Kolesarstvo kot razvojna priložnost. Glede na odlične poznavalce razmer v športu in turizmu, ki so na tribuni sodelovali, so zaključki bili precej spodbudni in končno tudi obetavni. Številni poznavalci razmer, strokovnjaki športnih področij iz vse Slovenije, turistični delavci in predstavniki lokalnih skupnosti, med katerimi sta bila tudi župan občine Ormož Aloj Sok in predsednik krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu Emil Trstenjak, so se srečali s enim samim namenom: povečati število turistov, kolesarjev na ormoško-ljutomerskem območju in s tem doseči ekonomsko samostojnost ponudnikov storitev turističnega kolesarjenja in ustrezen ekonomski obseg te dejavnosti. Častni pokrovitelj javne tribune je bil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, ki ga je na javni tribuni zastopal podpredsednik Janez Sodržnik. Ta je predstavil nove vzpodbude, ki jih Olimpijski komite pripravlja za športne dejavnosti na lokalni ravni. Najprej bi rad poudaril, da je novo vodstvo nastopilo mandat decembra lansko leto, to tako vemo vsi. Ampak kaj je pomembno to, da smo si zastavili en zelo ambiciozen del programa, ki temelji na tem, da bomo določeno paradigmo, ki je v preteklih 20 letih veljala v Olimpijskem komiteju, spremenili, in sicer, da bomo dejansko etablirali organizacijo kot krovno športno organizacijo, ki sloni na dveh stebrih. Prej se je v bistvu vse skoraj vrtelo okoli vrhunskega športa, pa olimpijskih iger in tako dalje. Ta del je bil precej manj poudarjen. Novo vodstvo si zastavilo pač za cilj, da postavi tudi to področje kot zelo pomembno, in moram reči, da ne samo, da je to neka naša želja, ampak da takšen trend zasledimo tudi zdaj v evropskih procesih, pa tudi o tem bom mogoče par besed kasneje. Jaz lahko rečem, da sem zaenkrat z samim izvajanjem tega programa kar zadovoljen, nisem zelo zadovoljen, to že moram reči, ker morate vedeti, da je Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, velika organizacija, velika hiša, ki ima različne poglede tudi na življenje, in tudi znotraj prihaja do tega, da je borba za dominanco, pa tudi za to, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno. Jaz ves čas razlagam, da je vse pomembno in oboje je pomembno, vrhunski šport in šport za vse. In vsakič posebej povem nekaj, kar se sliši mogoče malo provokativno, ampak vrhunskim športnikom posebej rad povem, da še noben športnik, ki je dobil medaljo, ni nikjer drugje zrastel kot v klubu, športnem društvu, temeljni bazi. Ne na drevesu, pa nikjer ga niso naredili sponzorji, ampak je zrastel v sredini nekaj. In morate vedeti, ali pa seveda vemo, da največji sponzor v bistvu športa slovenskega so itak starši. Definitivno. Takoj na drugi, če gledamo pa sistemske vire, so pa daleč v ospredju občine. Lokalne skupnosti, ki prispevajo sistemskega denarja okoli 70%. Šele potem pride na vrsto država, pa paradržavne institucije, kot so fundacija, pa tudi letni program športa in ministrstva. Zdaj, mi smo postavili izhodišča tako, da bomo neke konkretne stvari naredili, da se del tega programa odrazi tudi na lokalnih skupnostih. Se pravi, da bo del tega efekta tudi prišel do baze dol. Gre za regijske pisarne Olimpijskega komiteja, ki jih je po Sloveniji trenutno 13, še 2 pa sta v načrtu, kar bo še dodatna pomoč tudi v spodbudi kolesarstvu, kot vse pomembnejši športni panogi. V nadaljevanju posveta so sodelujoči predstavili tudi nekaj primerov dobrih praks. In glede na to, da se dejansko vedno več domačih in tujih turistov odloča za aktivne počitnice, se povečuje tudi povpraševanje po programih, ki so povezani s kolesarjenjem. Številne naravne znamenitosti lahko še dodatno pritegnejo različne ciljne skupine kolesarjev, vendar to ni dovolj. Kolesarski turist zahteva nekaj specifičnosti, ki jih je pri načrtovanju turistične ponudbe potrebno upoštevati. Tako da je med zaključki tribune bilo tudi sledeče.
Načrtovanje kolesarskega omrežja, ustrezno kolesarsko infrastrukturo, število kolesarskih poti, urejenost, varnost, ustrezno signalizacijo. Predstavitev kolesarske destinacije, recimo na spletnih straneh, prospektih, zemljevidih, vodičih in tako dalje. Ustrezno spremljajočo ponudbo, kot so servis koles, nabava in najem koles, informacijske točke, počivališča in namestitve. Med zanimivimi prireditvami, ki so jih v času dnevov turizma pripravili na Kogu, je bil tudi dogodek, ki so ga naslovili V babičini kuhinji ob vinu in glasbi. Naslov prireditve seveda pove vse. Prizorišče dogodka so bili kletni prostori delno obnovljene košarkine hiše na Kogu, kjer je ob prihodu gostov bilo že vse nared. Gostje so imeli možnost, da se na prizorišče pripeljejo s kočijo, kjer so na vhodu bili prijazno sprejeti in za dobrodošlico prejeli leseno žlico. Sicer pa jim je za dobrodošlico kmalu zapela tudi vokalna skupina kogovskih fantov, ki so v teku večera bili ravno tisto odlična glasba, ki spada k dobri hrani in vinu. Bogdaj, kako bi vas pozdravili v čase naših babic. Dober večer, kakor se pozdravljamo danes. Nocoj smo se zbrali tukaj z različnimi nameni. Nekateri, da bi poizkusili dobrote po receptih naših babic. Nekateri, da bi s kogovsko kapljico razvajali brbončice. Spet drugi, da bi si ob petju kogovskih dečkov spočili ušesa, napasli oči. Pričakovanju nečesa nežnejšega. Nekateri, da bi pokramljali med sabo. Današnji večer bo posvečen hrani in vinu, ampak tokrat malo drugače. Hrano smo namreč danes prišli pokušati, ravno tako, kot se pokuša vino. Zato smo vam danes pripravili 5 hodov hrane in 5 vzorcev vina naših domačih vinarjev. Ker pri okušanju vina potrebujemo le majhen vzorec vina, da gotovimo vse kakovosti le-tega, verjamemo, da nam to lahko uspe tudi s hrano. Torej, danes je vsak izmed vas dobil kozarec, skodelico ter žlico. In tako je tudi bilo. Še en prijeten dogodek, ki ga mirno lahko štejemo za presežek zamisli Turistično-kulturnega društva na Kogu. Med prleške dobrote štejemo tudi prleško gibanico. Kulturno-izobraževalno društvo Kelih iz Križevcev pri Ljutomeru je po njej naslovilo 3-dnevno izobraževalno, športno in družabno prireditev. Minuli torek pa je potekala tudi okrogla miza na temo prepoznavnosti in zaščite te prleške dobrote. Prleška gibanica oziroma recept zanjo se je ohranila skozi mnogo rodov. Recept se je skozi čas spreminjal, sploh pa se je prleška gibanica iz nekoč glavne jedi spremenila v sladico. Štejemo jo za zelo priljubljeno sladico, tudi zaradi svoje ne preveč zahtevne priprave in sočnosti. Gotovo pa prleška gibanica pomeni tudi krepitev lokalne identitete ter predstavlja kulinarični prispevek pestrosti območja, kjer je prisotna. Tako ni nič nenavadnega, da je prleška gibanica dobila celo svoj praznik, ki ga organizira Kulturno-izobraževalno društvo Kelih s sedežem v Ključarovcih oziroma v domači občini Križevci pri Ljutomeru. Prlekija je pač pokrajina, ki je bogata oziroma je poznana bogata kulinarika.
Gibanica je en izdelek, ki daje Prlekiji prepoznavnost. Vemo, da imamo zaščiteni izdelek, to je prleška tjunka, že nekaj časa. Pridobljeno ima tudi evropsko zaščito in v Društvu za promocijo in zaščito prleških dobrot vidimo priložnost v prleški gibanici, da bi jo zaščitili. V kakšno obliko zaščite bi pa šli, pa je stvar dogovora. Iz izkušenj bi rekla, vemo, kakšne oblike zaščite poznamo. To je geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalni ugled. To so tri najstrožje oblike zaščite. Geografsko poreklo je ena najstrožjih oblik zaščite. To je izdelek zaščiten na podlagi geografskega porekla, pomeni, da je določeno območje, na katerem se izdeluje izdelek in vse surovine morajo prihajati iz tega območja. Geografska označba, to obliko zaščite ima prleška tjunka, pa je oblika zaščite, ki pa je točno določeno območje, kjer se izdeluje izdelek, surovina pa lahko prihaja od koderkoli. Tradicionalni ugled, to pa je zaščita recepta. V takšno obliko zaščite je vpeljana prekmurska gibanica in v tej smeri razmišljamo tudi v našem društvu, da bi peljali zaščito prleške gibanice. V lanskem letu smo v našem društvu pripravili pravilnik tik pred ocenjevanjem prleške gibanice, ki je bilo lansko leto prvič, in nekako postavili temelje za ocenjevanje. Pristopiti k sami zaščiti pa je pač treba širše. Predvsem pa je treba doreči enoten recept. In v osnovi, koliko plastna pogača bi naj bila, se naj peče v lovčenem ali ostalih pekačih, naj bo pečena v krušni peči ali v drugih pečicah. Vemo, da je to vlečeno testo, vemo, da je to gladka moka za vlečeno testo, kako obdelati skuto, ali so tu zraven jajca, ali je to sladki izdelek, ali ni sladki izdelek, ali v glavnem, to je treba poiskati in zadevo poenotiti. Vedno pa moramo biti pozorni pri samem postopku zaščite, da si stvari ne preveč zatežimo, da si ne postavimo preveč ovir na poti zaščite. Izkušnje imamo in sam postopek bomo speljali, bomo šli v to z skupnimi močmi. Pristopiti je treba. Hvala Bogu, imamo tu gostince oziroma ponudnike, ki bodo ponujali izdelek, vse ostalo pa je sam trenutek, ki ga je treba začeti in peljati. Med poznavalci razmer in strokovnjaki z področja kulinarike so med gosti poleg predsednice Kulturno-izobraževalnega društva Kelih Tjaše Kos bili tudi Leonida Hofman, izvršna direktorica Terme Banovci, Borut Godec, novinar in gastronom, Frančka Levarič, strokovna vodja v društvu Kelih, Dušan Zorko, gostilna Zorko, Kristina Prašnički iz društva Kmetic Križevci Veržej. Med zbranimi v sejni dvorani pa je bil tudi župan občine Križevci pri Ljutomeru, magister Branko Belec. Trenutna prepoznavnost prleške gibanice je izven področja Prlekije pravzaprav ničelna. Ne samo, da ni prepoznavna, ljudje, ki slišijo za gibanico, enostavno takoj pomislijo na prekmursko gibanico, ki je zvezda med vsemi podobnimi jedmi. Konec koncev, če pogledamo tudi na podobnem nivoju zaščite kot prekmurska gibanica, so še idrijski žlikrofi, ki so približno poznani v Sloveniji. Dostikrat jo srečam v Celovcu, na Vrbskem jezeru, po podobnih lokacijah.
Za Prleško gibanico izven Prlekije pravzaprav še nisem slišal v nobenem lokalu, nikjer, kjer se govori o hrani. Zdaj, vprašanje zaščite je po mojem vprašanju drugačnega pomena. Občina Križevci leži na severovzhodnem delu Slovenije v Prlekiji in se razprostira po spodnjem delu Murskega polja. S svojimi 3663 prebivalci in 16 naselji pokriva nekaj čez 46 kvadratnih metrov. Občina je nastala leta 1999, središče občine pa je naselje Križevci pri Ljutomeru, kjer je tudi sedež občine. Občina ima zelo ugodno lego, tako z geografskega kot tudi z ekonomskega vidika, saj se v njenem jedru križajo ceste proti vsem večjim pomurskim mestom, Gornji Radgoni, Radencem, Ljutomeru, Murski Soboti in Lendavi. Na severovzhodu meji na občino Veržej, na zahodu na občino Sveti Jurij, na severu se dotika občine Murska Sobota, na severozahodu preide v občino Radenci, na jugu pa v občino Ljutomer. Verjeti je, da bo občina Križevci pri Ljutomeru poleg konjerejstva in kasaštva na pobudo domačega kulturno-izobraževalnega društva Kelih kmalu postala znana tudi po prleških gibanicah. Temu je bila namenjena tudi minula okrogla miza in temu je namenjeno sobotno celodnevno dogajanje v Križevcih. Od mednarodnega turnirja v nogometu do delavnic za otroke, bogatega kulturnega programa, ocenjevanja prleških gibanic in celo ocenjevanja vin, ki najbolj pašejo k prleški gibanici. Sobotno dogajanje pa bodo zaključili še z veliko večerno zabavo za vse. Z razstavo, ki predstavlja dosežke domačih športnih društev, z otvoritvijo rastlinske čistilne naprave in osrednjo proslavo ob krajevnem prazniku, so v Ivankovcih minuli petek zaključili prireditve letošnjega krajevnega praznika. Številna športna in družabna dogajanja so v Ivankovcih tudi letos porazdelili na 7 dni v avgustu. Vrhunec dogajanj pa je bil minuli petek, ko je bila otvoritev razstave, odprtje nove rastlinske čistilne naprave in osrednja proslava ob krajevnem prazniku. Novo rastlinsko čistilno napravo v Ivankovcih štejejo za veliko pridobitev. Namenjena je prebivalcem centra Ivankovcev, tudi šoli in približno 50 gospodinjstvom. Velika je 350 populacijskih enot. Sama rastlinska čistilna naprava je sestavljena iz usedalnika in 3 čistilnih gred. V usedalniku se v bistvu na principu naših domačih greznic usedajo trde delce, nato pa ti odpadna voda potuje po čistilnih gredah. Glavni del čiščenja opravijo rastline, na katere se nalagajo na koreninski sistem bakterije, ki razgrajujejo odpadno vodo. Še druga dobra stran rastlin pa je ta, da vnašajo kisik v samo odpadno vodo in frakcijo in s tem še dodatno čisti odpadno vodo. Na čistilni so 3 grede, filtrirna, ki še potem tiste delce, ki ostanejo v usedalniku, pobere, nato pa glavni del čiščenja opravi čistilna grede, ki so iz 2 delov sestavljene, in zadnja je polirna greda, ki že samo ime pove, da v bistvu še spolira tisto, kar je prejšnjima 2 ostalo. Tako da procent čiščenja je tudi do 98% in iztoki v naravo so potem skoraj da čistena. Tako da čistilne naprave so enostavna rešitev, na naravni način čistijo odpadne vode in naselja, ki v bistvu niso obremenjena z industrijskimi odplakami, funkcionirajo vsa v redu na tak način. Koliko rastlinskih čistilnih naprav je komunalno podjetje do sedaj že zgradilo? 4 rastlinske čistilne naprave. Prva je bilo smetišče Dobrava, potem je Sveti Tomaž, Mihovce, Cvetkovce, ta je že 5. To je že 5. čistilna naprava, ki smo jo zgradili, tako da imamo že kar nekaj izkušenj na takih objektih. Otvoritev nove rastlinske čistilne naprave je pospremila domača ljudska godba Napihala. Tribarvnico pa sta prerezala predsednica krajevne skupnosti Ivankovci Slavica Rajh in podžupan občine Ormož ter svetnik v Državnem svetu Republike Slovenije Branko Šumenjak.
Ob zaključku krajevnega praznika je predsednica krajevne skupnosti Slavica Rajh povedala. Ta kanalizacija veliko pomeni za kraj, posebno za center krajevne skupnosti, za šolo, vrtec, potem pa okrog te ustanove kot sadjarstvo, krajevna skupnost, dvorana, bloki, pa bližnja okolica, tudi trgovine, gostilne smo zajeli, tako da v glavnem je tu zelo velika pridobitev. Gre za čistilno rastlinsko napravo, za koliko gospodinjstev bo dobrodošla oziroma koliko populacijskih enot ima? Zdaj zaenkrat ima 50 populacijskih enot, vendar pa mislim, da se bo lahko tudi ta čistilna naprava širila, kot tu marsikje drugod. Koliko je že zaenkrat priklopljenih krajanov? Zaenkrat še niso nič priklopljeni, zaradi tega, ker čakamo odločbe z občine, ko pa bodo občina poslala odločbe, takrat bodo krajani podpisali in takrat se bodo začeli priklapljati, komaj pa že čakajo resnično, da se bodo lahko priklopili. Koliko je bila investicijska vrednost? Predračunska vrednost investicije je nekaj čez 600 000 evrov, vendar smo to je bil dvoletni projekt, ker smo v lanskem letu začeli, nadaljevali pa torej v letošnjem letu in tudi končali. V letošnjem letu je bila predračunska vrednost 447 000, ostala sredstva pa smo že v lanskem letu so se porabila. Kaj je sicer še novega v krajevni skupnosti Ivankovci? Ja, kot vidite tu okrog imamo na novo asfaltirane površine, to so v sklopu pač te čistilne naprave, tega projekta, tako da imamo res lepo asfaltiran center na novo, potem tudi mimo šole na novo preplastitev v novem naselju. Kot ste me vprašali, kaj je še novega, imamo pa tudi 7 odsekov cest, torej javnih poti, na novo asfaltirani. Letos smo imeli pač v programu, da asfaltiramo krajše odseke cest. Navadno smo imeli povezovalne ceste, samo sicer na nekaj povezovalnih cest še ostane, to pa nameravamo tudi drugo leto realizirati. Potem pa je tudi na novo razširitev lokalne ceste od Runča proti Lahoncem, to pa je kar dolgo 1400 metrov. Torej, v glavnem je bil poudarek na cestni infrastrukturi in pa seveda na čistilni napravi. Na osrednji proslavi z bogatim kulturnim programom, ki so ga pripravili šolarji, sta predsednica krajevne skupnosti Ivankovci Slavica Rajh in tajnik krajevne skupnosti Ivankovci Franci Trstenjak podelila 2 plaketi in 3 priznanja. Ja, danes bomo podelili 2 plakete in 3 priznanja krajevne skupnosti. Plaketo krajevne skupnosti bo dobila gospa Nada Pignar, ravnateljica šole, za uspešno vodenje šole in pa za dobro sodelovanje s krajem. Potem Stanislav Polak za večletno sodelovanje v različnih društvih in pa za delo v krajevni skupnosti. To sta 2 plaketi, potem bodo 3 priznanja, ki jih bodo dobili naši krajani. To je Marta Polanič-Rajh za uspešno delo posebno v društvu upokojencev Ivankovci in pa tudi v sekciji žena. Helena Prejac bo dobila tudi priznanje, ona pa dobi za večletno aktivno delo v turističnem društvu Runeč, potem pa dobi tudi priznanje gospod Rajh, to pa za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva in sicer v prostovoljnem gasilskem društvu Ivankovce. Minuli petek pa je v mali dvorani krajevne skupnosti bila na ogled tudi razstava, kjer si je bilo možno ogledati številna priznanja in pokale ter medalje domačih športnikov oziroma športnih društev. Kegljačev društva upokojencev Ivankovci, teniškega kluba Ivankovci, reprezentanta v pikado Andreja Gorjaka, nogometnega kluba Lordi Ivankovci in pikado kluba Pinokio. Prav pikado klub Pinokio je eden izmed aktivnejših v kraju. Obstajamo že 11 let, 2004 smo se ustanovili, saj smo že prej sodelovali že pikado Zveze Slovenije, kak ekipe, samo smo potem ustanovili društvo pikado klub Pinokio, tako da že skoraj 11 let, 12 že delujemo v krajevni skupnosti Ivankovci.
tudi pod občino Ormož, tako da kar gre. Bera pokalov je kar velika in priznanj različnih, tako da ste zelo uspešni. Ja, moram reči, ko smo si dali en cilj v 10 letih doseči nekaj na državnem nivoju, tako da smo dosegli tudi drugo in tretje mesto na državnem nivoju, to je veliki cilj naš, ki smo ga dosegli. Imamo pa tudi posameznike zmes v našem klubu, to je Nataša Krajnc, ki doseže tudi velike rezultate na evropskih, svetovnih merilih. Tako da smo tudi tu zelo ponosni, ker imamo eno takšno punco v naši skupini, ki nas praktično lahko reče malo vleče. Andrej Gorjak izhaja iz vašega kluba ali je že od vsega začetka pri Toboganu? Andrej je že, prej je bil že pri Toboganu, je član našega kluba, ker je pač v našem kraju. Drugače, ko on veče za Ljutomerski, pravzaprav Tobogan. Tam je začel, pa tudi tam bo končal, tako je rekel. In mi pa ga tudi imamo kak en vrhunec v našem krajevni skupnosti, pa tudi na nje neki podvig temu, kaj on doseže, pa probamo tudi mi biti takšni, kako on. Nataša, si ponosna na svoje dosežke? Ja, seveda sem zelo ponosna na svoje dosežke, pa upam, da še bodo boljše. No, glede na to, da imamo tudi v Ivanjkovcih Andreja Gorjaka, nekaj je, kar daje tukaj poseben, oziroma da rastete tako posebni talenti za pikado. Kaj te veš? Verjetno nekaj vzrokov. Kdaj si začela trenirati? 4 leta za nekaj mečem. In recimo se s treningom veliko doseže, recimo je trening tisto, kar te dela vrhunsko športnico. Ja, trening je že pomemben, ja, samo ker me zdravje malo zafrkava, ne morem stalno trenirati. Odvisno pa tudi od žreba samega, koga dobiš nasprotnika, pa malo sreče moraš imeti, pa dobre živce. Mirno roko. Pa mirno roko tudi. Pa zaključek si moraš dobro nastaviti, ko potem ven napraviš. Kaj šteješ za svoj največji uspeh? Ja, letos sem bila 3. v Italiji, ko smo imeli evropsko prvenstvo. Si želiš oziroma imaš v načrtu še kaj posebnega? Ja, upam, ko še mi kakšen evropski naslov, ko dosežem. Videli. Ekipno sicer smo že ženske bile lani, evropske prvakinje v Olimiju, ko smo imeli. Nič manj pa niso prizadevni tudi vsi ostali športniki v kraju, zato ni nič nenavadnega, da so ponosni na številna razstavljena priznanja in pokale, pod katerimi so se šibile mize v mali dvorani krajevne skupnosti. Sokrajani pa so si jih z veseljem ogledali. Nadaljujemo s povabilom na družinsko kolesarjenje, ki se letošnjo jesen v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož vrača v ponudbo rekreativnih športnih dejavnosti v Ormožu. Potekalo bo to soboto 12. septembra. Ljubitelji kolesarjenja, ne glede na leta, pa se bomo zbrali ob 9. uri na parkirišču pred osnovno šolo v Ormožu. Tako, le še malo časa je ostalo, da pripravite kolesa in se odpravite na družinsko kolesarjenje. Ja, letos smo bomo poskušali obnoviti družinsko kolesarjenje. Torej, cilj tega je zopet, da nekako povežemo družino v eni športni obliki. Jaz upam, da bo odziv dober. Z osnovne šole Ormož so nam obljubili, da bo en razred aktivno sodeloval tudi zraven in upam tudi, da se bo večina staršev tega udeležila. Seveda pa to družinsko kolesarjenje ni mišljeno samo kot družinsko, lahko se tudi pridružijo vsi ostali, ki so pač zainteresirani za kolesarjenje. Potekalo bo nekje, trasa je dolga 12 km, že po tistem ustaljenem, po ustaljeni poti, skratka do Pušinec, pa potem okrog pod Humom, pa nazaj po Krčevini in potem do Frankovec. V Frankovcih pa imamo potem načrtovane ustvarjalne delavnice za otroke, pa športna delavnica je za otroke in še plesna delavnica, ki jo izvajajo
članice plesnega kluba Moreno. Sicer pa prihajajoča sobota poleg družinskega kolesarjenja v okviru krajevnega praznika krajevne skupnosti Ormož prinaša še nekaj zanimivih dogodkov. Tudi gasilsko tekmovanje, planinski pohod, tenis turnir in druženje ob nogometu, ki ga ob 40. obletnici obstoja skupaj s Italijani pripravlja ormoška tovarna Carrera Optil. V središču ob Dravi pa vas vabijo na tradicionalno prireditev Dan Buč. V Pušencih letos praznujejo 20 let domačega športnega društva in 55 let igranja nogometa. Prav nogomet je v Pušencih včasih družil vaščane. Predvsem pa brate Prapotnik, ki jih štejejo za pionirje športnega življenja v Pušencih. V Pušencih so 20. obletnico delovanja domačega športnega društva slavili konec avgusta. Obletnici primerna so bila tudi dogajanja. Danes se v Pušencih dogaja marsikaj, se pravi praznujemo 55 let nogometa v Pušencih in 20 let športnega društva Pušenci. Povabili smo praktično najboljše prijatelje pa najstarejše Pušenčare na nogomet, ki se pravkar dogaja. Imamo 6 ekip, vsakem igramo. To računamo nekje, da bomo končali tam do 6. ure. Pozneje pa sledi kulturni program in zvečer zabava z veselico. Kdo so tisti, ki jih štejete med veterane, ki so bili pravzaprav idejni očetje, da se je šport nekako organiziral v Pušencih? V Pušencih se je praktično nogomet začel igrati iz naših virov leta 1960. S tem namenom smo tudi pripravili knjigo. Idejni vodji pa so bili družina Prapotnik. Se pravi, Prapotnikov je bilo veliko sinov in tam pri njih se je praktično tudi nogomet začel igrati. Pozneje se je nogomet razširil na sedanje igrišče, ki je tu za nami, vendar takrat še ni bilo urejeno, tako je danes. In zdaj pa smo dejansko pozneje pa smo prevzeli mi kot srednji veterani in to pač želimo nadaljevati. Veliko športnih zgodb se prepleta v kronologiji Pušenskega športnega društva, predvsem pa spominov na začetke igranja nogometa. Ja, takrat, ko so pričeli, sem jaz še bil med njimi skoraj najmlajši, vendar je veliko igralo mojih bratov, bratrancev in predvsem drugih sorodnikov, tako da je praktično 3/4 ekipe samih bratrancev in bratov. In leta 1965 smo osvojili prvi pokal, medobčinski pokal, če se dobro spomnim, je bilo leta, oziroma to v Ivenkovcih. No. Danes smo že mi starejši odrasli, vendar še smo vedno aktivni, samo imamo pa dobro generacijo za nami. Še vedno morda bežite za žogo, še brčete? Ja, moram, ker imam vnuki, me na to pripravljajo, pridejo k meni na počitnice in moram z njimi na igrišče, te pa če igram ali pa ne. Emil, vi ste bili tudi tisti en član ekipe začetnikov nogometa v Pušencih. Kako se spominjate? Prav dobro, tako da bi včeraj bilo. Še od začetka da še niti žoge nismo imeli, ker smo že v nogavico noter listja, pa pač kaj je prišlo, tako da po zimi smo igrali v Batačeh, Potem pa sem dobil neko službo, pa sem zagledal v starinarnice na žogo, pa sem isto žogo kupil v Celje. Te pa smo začeli to malo tako, samo so nas kmetje ne pustili Jaz so nas preganjali, pa tako iz enega travnika na drugi travnik, pa tako vse posod malo. Potem pa smo prišli, smo imeli dobro ekipo, tako da smo 66. leta za 1. maj smo v Ivenkovcu osvojili pokal, občinski pokal. Te pa smo zadnjo imeli, ker smo bila to ta generacija, te še sta bilo, samo sliko note bo videla, kjer so bili. No, kjeri Prapotniki ste bili to vse zraven? Ja, da, jaz sem bil pa tudi Tona, pa Francek, pa Jožek, tisti kaj brez roke, bratranec, pa Marjan. Ivan pa je bil kot vodja ekipe, Njega smo mogli biti poleg se, veš kak je, Od nas smo mi bili, bili pa so skoraj sami sorodniki. Sami Prapotniki? Ne bili Prapotniki, ampak sorodnik naši sorodniki. Prvo igrišče je bilo praktično na Prapotnikovi domačiji, vzadi za hišo, ko so si fantje
iz palc naredili gole, vendar so vedno, ko je gazda Tona prišel domov, te gole hitro skrili in začeli delati. Ker nekoč je nogomet so starejši, in ga tudi niso imeli radi, kot ga danes nekateri nimajo. To je bila ena pripoved enega starejših članov, ki se je tudi meni vtisnila v spomin. Za žogo, kot zanimivost, za žogo pa so imeli v štumfo naphano listje in so s tem igrali nogomet. No, to ste izdali sedaj ob prazniku, zbornik. Ja, to je dejansko nastal zbornik. Moram pohvaliti svojo hčerko, ki je marsikatero noč prebila z mano, da smo zbrala, poskenirala slike, napisala tekst, ki so ga praktično mi povedali moji soigralci in starejši igralci, in dejansko smo oblikovali kot eno knjigo, ki bo ostala v arhivu Športnega društva Pušenec. Eno knjigo pa bomo dali v zgodovinski muzej občine Ormož. Med bogato kronologijo športnega društva in športnih aktivnosti v Pušencih je seveda tudi gradnja vaškega doma, 3 leta pozneje dozidava dvorane, 10 let pozneje gradnja asfaltnega igrišča in leta 2003 postavitev razsvetljave na igrišču. V društvu ni starostnih omejitev, pravi predsednik. Trenutno nas je članov 85. Pomeni, so to vsi mladi v kraju ali tudi tisti mladi po srcu? To so vsi mladi po srcu. Člani so od 4. leta pa do prek 70 je najstarejši član. Za kakšne aktivnosti pa pravzaprav gre, športne aktivnosti v športnem društvu? Nogomet? Osnova je nogomet, poleg nogometa pa še imamo tudi kolesarjenje, pohodništvo, tudi precej, osnova pa je vsekakor nogomet. In se vam zdi, so dovolj aktivni vsi vaši člani? So še kar aktivni, najbolj aktivni so veterane, pol pa mlajše generacije. Med katere pa se vi štejete? Ja, med mlajše veterane. V okviru praznovanja obletnice so pripravili tudi zanimivo razstavo, ki spominja na številne zanimive dogodke in turnirje v teku let, sploh pa na dosežke društva, ki jih ni bilo malo. Sicer pa je minuli konec tedna na športnem področju bil izjemno pester. Največ zanimanja je požel sosedski rokometni derbi med Ormožani in Mariborčani, zelo zanimiv pa je bil tudi nogometni sosedski derbi med Ormožani in Središčani. Ostanite z nami. Pozdravljeni še športnega dela Utrip Ormoža. Minuli vikend je na športnem področju Toto krog bil izjemno pester. Največ zanimanja je požel sosedski rokometni derbi med Ormožani in Mariborčani, katerega so presenetljivo, vendar povsem zasluženo pred 400 gledalci dobili Jeruzalemčki. Med športnimi dogodki se bomo spomnili tudi sprejema za mlade rokometaše Jeruzalema, ki so avgusta v Gruziji osvojili srebrno medaljo. Sprejem so pripravili njihovi starši. Drugi krog Ptujske superlige v medobčinski nogometni zvezi Ptuj je tudi ponudil sosedski derbi med Ormožem in Središčem. Za boljšo igro v zadnjih pol ure tekme so se visoke zmage s 3-0 veselili varovanci trenerja Drage Posavca, ki so tudi prevzeli prvo mesto na lestvici. Najprej se odpravimo k veliki nedelji, ki je bila domačin tekme med rokometaši Jeruzalema in Maribora. Do same tekme proti sosedom iz Maribora Ormožanom ni šlo nič po načrti. Zaradi slabega vremena je tekma iz Mestne Grabe bila preseljena k veliki nedelji, saj tudi dvorana na Hradeku še ni nared za obratovanje. Dvorana se je pričela polniti že dobre pol ure pred pričetkom tekme, kar je bila navada na tekmah Jeruzalema v daljni preteklosti. Na koncu si je tekmo ogledalo 400 gledalcev, ki so ustvarjali fantastično vzdušje in bistveno pripomogli k senzaciji prvega kroga. Uvod v tekmo ni bil nič kaj prida za gostitelje. Maribor je na krilih odličnih obramb Mileta Mijuškoviča in golih Dominika Miškoviča, Anteja Kaleba ter Darka Cingesarja v 5. minuti povedel z 0:3. V 6. minuti je le zadev kapetan Jeruzalema Bojan Čudič in sicer je odbit strel iz 7 metrov znova končal v rokah prvega strelca lige, ki je uspešno opravil popravni izpit. Le minuto kasneje se je ponovila ista zgodba s srečnim koncem.
ampak je tokrat bil v glavni vlogi Dejan Veselko, kateremu je Mijuškovič po Čudiču zaustavil še drugo 7-metrovko na tekmi, a je tudi ta končala v rokah levorokega Veselka, ki je nato odbitek pospravil za hrbet mariborskega vratarja. V nadaljevanju izjemna igra Jeruzalema v obrambi, ki je v prvem polčasu prejela le 10 zadetkov. Maribor se je po zaostanku z 8-5 približal na gol zaostanka pri izidu 11-10 v 21. minuti. Sledil je mariborski post brez zadetka celih 9 minut. Na drugi strani so Jeruzalemčki leteli ob glasni spodbudi in na odmor odšli z neverjetnimi 7 goli prednosti, 17-10. Priložnost za še večjo prednost je zapravil Jaša Rejš, ki je sicer odigral eno svojih boljših tekem v dresu Jeruzalema. Med odmorom je bila glavna tema, ali četa trenerja Saše Prapotnika lahko obdrži takšen nivo igre tudi v drugem polčasu. In Jeruzalemu je ob izjemno disciplinirani igri, tako v napadu kot v obrambi, to tudi uspelo. Prednost je nihala od 5, 23-18 do 9 zadetkov, 29-20. V golu Jeruzalema je zablestel Tomislav Balent in mariborska barka je bila popolnoma nemočna. Po prvih dveh zapravljenih 7-metrovkah je v nadaljevanju tekme kazenske strele izjemno izvajal Čudič, kateremu noben od 3 gostujočih vratarjev ni mogel zaustaviti zvitih strelov. Zadnjih 5 minut je dvorana pri Veliki nedelji, ki je izjemno akustična, pospremila na nogah in se veselila velikega skalpa. Prva od skritih želj vinarjev v prvenstvu, zmaga, nad katero je ekip iz trija Celje, Velenje, Maribor, se je že uresničila v prvem krogu. Ena izmed najboljših tekem Ormožanov v zadnjem času in Bled Maribor, ki je drago plačal prepotentnost pred srečanjem. Po tekmi smo se pogovarjali z domačim trenerjem Sašom Prapotnikom in domačim igralcem Juretom Kocbekom. Magla svuda, magla oko nas, 2 piki pa v žepu. Proti ekipi, ki kandidira za naslov državnega prvaka. Ja, kaj ne rečem, super tekma. Po pripravah sodeč tega ne bi nikoli upal trditi, ampak kot zgleda smo vseeno dobro delali. Poklopilo se nam je tudi nekaj stvari, golman Balent, vedno ga kritiziram, danes ga moram res pohvaliti, je odlično branil, s tem dvignil ekipo, konec koncev vsi, ki so stopili na parket, so dali danes res vse od sebe, ekipi čestitam, čestitam pa bi tudi krasni publiki, ki je prišla v takšnem številu nas bodriti in upam, da bo tudi na Hardeku, ko bo naslednja tekma, enako vzdušje, kot je bilo danes. Res, da je praktično vam šlo vse od rok, vse od nog, ampak tisto, kar je najpomembnejša, disciplina v igri pa je bila fantastična. In to je najbrž tisti glavni razlog zmage nad res fantastično ekipo Maribora. Ja, mislim, da nas to krasi že 10 let, ta disciplina v igri, to nam prinaša pike, zato bomo vztrajali na tem in upam na še več takšnih tekem. Konec koncev ne smemo pasti v nekšno euforijo, ampak mirno zbirati točke naprej. Hvala lepa še enkrat, čestitke, da ste nam pripravili tako lepo, prekrasno sobotno noč. Hvala. Sezona 2015-2016 se je pričela sanjsko, pri Veliki nedelji je padla ekipa, ki je napovedala boj za naslov državnega prvaka. Fantastično. Ja, tako je. Zelo dobro smo odprli sezono na najboljši način. Upam, da bomo še zdaj samo formu to stopnjevali. Igrali ste res odlično, praktično vsak napad je bilo jasno, zakaj gre, kako gre, kam gre žoga, kaj igramo. Skratka, disciplina v igri je fenomenalna. Ja, kljub tem, da smo na pripravah, smo v bistvu nikoli nismo bili v popolni zasedbi. Smo se zadnji teden, 2 zelo dobro pripravili in vse se nam je poštimalo. In v obrambi nismo dobili gola, pa v napadu nam je tudi vse steklo tako, kot mora biti. Še ena stvar, ki je zelo pomembna, nabito polna dvorana, fantastično vzdušje, ki vas je verjetno tudi poneslo, da zaigrate še predstavo više. Ja, seveda, lepo je videti tako polno dvorano, predvsem v takšnem klubu, kot je Ormož, pa upam, da še bodo v naslednjih tekmah tudi tako polne dvorane. S tema 2 točkama je zdaj padel velik kamen s srca, zdaj bo zagotovo lažje igrati v Celju in potem doma proti Trimu. Ja, tako je. 2 točki sta nam zelo dobrodošli, saj imamo
Zdaj na začetku težek razpored in te dve točki sta resen super. Pri zmagovalcih je vratar Balenc zbral kar 18 obramb, od tega eno 7-metrovko. Na drugi strani je Mijušković zbral 6 obramb manj. Prvi strelec Jeruzalema je z 9 goli bil Čudić, Daniel Mesarič je bil uspešen 5-krat. Veselko, Rajš in Rok Žuran so mrežo nasprotnika zatresli 4-krat. Pri poražencih 5 zadetkov Cingesarja in Tineta Poklarja. Jeruzalem Ormož, Maribor Branik 33-26, polčas 17-10. V drugem krogu v soboto 12. septembra Jeruzalem ob 18. uri gostuje v Celju pri še enem kandidatu za prvaka. Na tekmi med Ormožani in Mariborčani so legenda ormoškega rokometnega kluba Mirko Havlas Fritz, predsednik krajevne skupnosti Ormož Vlado Hebar in predsednik rokometnega kluba Jeruzalem Ormož Martin Hebar podelili priznanja krajevne skupnosti Ormož za izjemne dosežke na svetovnem prvenstvu kadetov v Rusiji in mlajših kadetov na olimpijskem festivalu Evropske mladine v Gruziji. Za osvojeni srebrni kolajni so zahvale prejeli člani domačega rokometnega kluba Jure Kocbek, Tilen Kosi, Miha Kavčič, Dominik Ozmec, Gašper Horvat, Saša Prapotnik, Uroš Krstič in Izidor Cukovič. Za našo kamero smo bili tudi na sprejemu srebrnih Gruzicev, katerega so pripravili starši dobitnikov kolajn. Naše mlade rokometne upe so v Gruziji obakrat premagali Francozi, najprej na prvi in nato še na zadnji finalni tekmi. Po porazu v finalu je ostalo še vedno malo grenkobe. Za nami je bil uspešen turnir v Gruziji. Na koncu smo sicer malo z grenkobo sprejeli ta poraz, ampak jaz mislim, da na vse skupaj prikazano je realna naša ta uvrstitev. Francozi so nas dvakrat premagali in mislim, da so si zaslužili zlato, mi pa srebrno medaljo. Pa ja, po eni strani sem strašno vesel srebrne kolajne, po drugi strani pa, ko se zavedaš, da 7 minut nas je ločilo do zlata, da bi ga obranili izpred 2 let v Utrechtu, pa sem vseeno malo tako razočaran, ampak če pa potegnem črto, pa bi pred turnirjem zagotovo podpisal srebrno kolajno oziroma kakršnokoli medaljo. Francozi so tokrat v finalu imeli razpoloženega golmana, mi smo v zaključku tekme zgrešili 6-7 čistih metov, kar je odločilo ta finale. Drugače pa mislim, da je tu eno 4-5 reprezentanc, približno isto kakovostnih, kjer bo konec koncev na drugih tekmovanjih odločala dnevna forma, tako je tu odločila forma vratarja, se pravi tudi neke športne sreče na konec koncev in mislim, da imajo naši dečki tudi možnost, da drugič dobijo zlato medalje. Tehnično in taktično smo bili daleč najboljši na turnirju. Imamo pa Slovenci pač tisto težavo, da smo fizično slabši od nasprotnikov. Nemci fizično močnejši, Francozi fizično močnejši, potem da ne govorimo o Dancih in pa Norvežani. To so fantje 17 let stari, visoki 2 metra, 2 metra 5, ampak tehnično, taktično pa smo Slovenci daleč najboljši. Igramo tudi precej hitrejši rokomet od svojih nasprotnikov in upam, da v prihodnosti, če bomo našli kako visoko generacijo, bomo spet lahko pri članih posegali po tistih najvišjih mestih. To je 2-3 nivoje višje, to je že atomski rokomet in fantje so videli, da so primerljivi. Vsi naši 4 fantje iz Ormoža so prikazali fantastične predstave, da so špica v Evropi oziroma v svetu, namreč rokomet v Evropi je dosti boljši od svetovnega rokometa, tako da se nimamo česa bati in ob eni strani mi je veliko veselje, da bodo ormoški fantje v prihodnosti nosili dres reprezentance Slovenije v kadetski, mladinski in pa na vse zadnje v članski konkurenci. Gruzijo si bodo fantje zapomnili po. Ja, gledali smo si mesto, ampak mesto je izjemno lepo, pa izjemno grdo. Enako je ogromno bogatih, ogromno revnih. Zapomnili pa si bomo Podriski, ki pa je tisti največji minus Tbilisija oziroma Gruzije. Da ni dobro piti vode iz pipe. Imeli smo se lepo, tam so nas lepo postregli, skrbeli za nas, imeli smo se lepo. Kaj pa praviš na današnji sprejem, ste pričakovali kaj takega? Malo smo nekaj sumili, samo da bo pa tako na veliko pa lepo, pa se nismo predstavljali. No, glede na to, da si mlad fant, mlad rokometaš,
je bila udeležba na teh olimpijskih igrah možnost, da se tudi naučiš kaj novega, kar ti bo koristilo v nadaljnji rokometni karieri? Seveda, tukaj smo nabrali veliko novih izkušenj, videli smo dosti novih stvari. No, recimo, kaj je tebe najbolj prevzelo, kar se tiče rokometa? Ja, pa seveda igra drugih ekip, bile so ene ekipe, ki so bile zelo kvalitetne, pač nove izkušnje. No in kje se ti vidiš recimo čez leta, kar se tiče rokometa? Boš nadaljeval? Ja, seveda, nadaljeval bom vsekakor. Kje pa se vidim, to vam pustili, se presenetite. Ja, imaš kakšne cilje, recimo želje? Ja, seveda, vsakdo hoče postati nekaj več, pa pač v rokomet napredovati. Ja, občutki so definitivno neverjetne, saj je bila nova izkušnja za nas, zelo smo se imeli fajn z ekipo in dosegli smo, kar smo si tudi sami želeli. Ti je uspelo se morda naučiti tudi kaj novega, kar se tiče tehnik, rokometnih, igre od drugih ekip? Ja, res je, turnir je bil zelo kvaliteten, bile so zelo močne ekipe, ki so znane v svetovnem merilu, tudi v članskih kategorijah in imajo zelo dober podmladek. Tako smo lahko videli veliko dobrih potez in smo se kar naučili. No in kje se ti recimo v bodočnosti vidiš, kar se tiče rokometa, kakšne imaš cilje? Najprej zaigrati za člansko ekipo pri Ormožu in pridobiti prepotrebne izkušnje, na to pa bomo videli najverjetneje tujina ali pa močnejši klubi v slovenski ligi. Občutki so zelo dobre, neka nova izkušnja z tega tekmovanja, neko največje tekmovanje do sedaj v našem življenju, najpomembnejše tekme in ta srebrna medalja je nekaj izjemnega. Se ti je uspelo morda kaj naučiti od drugih ekip, od drugih rokometašov, z drugih dežel? Ja, seveda, vsak ima svoj stil rokometa, svojo igro, naučili smo se od vseh nekaj posebnega in veliko novih izkušenj in zelo dobro. No, kako bi ocenil recimo igro Francozov? So Francozi toliko boljši od vas ali je vse skupaj bila njihova športna sreča? Mislim, da smo nekako enakovredni, nam je na koncu zmanjkalo neke sape, oni so takrat odigrali tako, kot so rabili, pomagala jim je tudi mogoče sreča in na koncu so nas premagali. No in kje se ti vidiš v bodočnosti, kar se tiče rokometa, kakšni so tvoji cilji? Upam, da bom lahko nadaljeval športno kariero kot rokometaš in to je za sedaj to. Ja, počutim se v redu, saj smo osvojili drugo mesto, kar je zelo dobro. Se ti zdi, bi se morda lahko še kaj bolje izkazali ali je to bil vaš maksimum? Ja, stalno se lahko boljše izkažemo, pač v finali smo dobro igrali, celi prvi polčas, te pa je malo poniknula naša igra. Si se kaj naučil v tem času, kar si prebival v Gruziji, recimo od drugih igralcev, od drugih ekip? Ja, malo smo videli, kako delajo z drugimi ekipami, pač. No, ste pričakovali takšen sprejem danes tukaj? Ne, ne smo. Kje se vidiš v rokometu v bodočnosti? Boš še treniral, imaš kakšne posebne cilje? Prvo se želim priti v člansko ekipo, to pa zaenkrat vse. Je to poškodba? Ja. Kaj se ti je zgodilo? Na tekmi proti Gruziji se me en udaril. In mineva? Ja. Celi? Ja. Za poškodbe je v taboru Slovenije skrbel Izidor Cuković, sicer fant, ki prihaja iz sosednje Hrvaške, natančneje iz Varaždina. Kako je bilo? Je bilo veliko poškodb? Ste imeli veliko dela? Sva sreća nismo imali nekih velikih ozljeda, tako da sve kaj se dešavalo usput smo uspjevali rješavati, tako da su dečki svi bili spremni za utakmice. No in kakšna sicer je vaša naloga, recimo, ko tako spremljate tekmovalce na tekmu? Moja zadaća je pripremiti dečke za utakmicu, znači da budu svi spremni
ako postoje neke sitne ozljede, da se to riješi kroz dan, dva, tako da budu svi na raspolaganju treneru. Je to recimo običajno, da spremlja ekipe fizioterapeut tudi recimo kot svetovalec? Pa da, između ostalog i to, znači od fizičke pripreme, bodrenja i... Znači ne ide samo za fizično podporu, tudi za psihično? Tako je. Danas ima u ekipama također i psihoterapeuta sportskih, ali sad u Gruziji nismo imali sa sobom, tako da od strane cijelog stručnog stožera je bilo potrebno bodrije dečke da odrade svoje. No, bilo je nekaj težav z vodo in z drisko. Kako ste to reševali? Je to bila tudi vaša domena? Pa da, evo, u suradnji s doktorom koji je bio s nama tam smo rješavali sve poteškoće koje su se nalazile na putu, tak i sa proljevima, kaj nije nekakva čudna stvar na takvim mjestima, ali evo, uspjeli smo sve rešiti tako da su dečki bili spremni. Na fante so ponosni tudi v rokometnem klubu, kjer dobro delo v minulih letih prinaša rezultate na nivoju državnega prvenstva kot na reprezentančnem nivoju na svetovnih in evropskih prvenstvih. Res je, zelo smo ponosni na fante, na strokovni del, tako da odlično. Menim, da so odlične igre, borbo pokazali, posebej pa smo ponosni, ker je bila zelo številčna ekipa z našega kluba, tako da vsaka čast fantje. Moja ocena je, pa upam, da ne bo kdo užaljen, da je ta ekipa slovensko reprezentanco glede na potencial presegla svoje zmožnosti. Menim, da smo predvsem na taktičnem smislu bili daleč najboljše, ker če gledamo igralne položaje, ki imamo pokrite, so Francozi pa tudi Nemci vrhunsko pokrite, smo pa jim z taktičnim pristopom uspeli parirati. Zdaj tekma je bila taka, da bi se lahko nagnila en pa drugi konec, ampak vseeno menim, da so naši fantje dali vse od sebe in dejansko presegli realnost, ki jo imamo kot posameznik in so vrhunsko delovali kot ekipa, ampak to je moja ocena. Izjemno zanimivo je bilo tudi na nogometnem področju. Že drugi krog je ponudil sosedski derbi med Ormožani in Središčani. Kljub slabemu vremenu si je derbi Ptujske superlige ogledalo okrog 200 gledalcev, ki so videli še drugo letošnjo zmago gostiteljev, katera jih je popeljala na vrh lestvice. Domači trener Drago Posavec je srečanje pričel z 11-terico: Špešič, Hriberšek, Perger, Perčič, Školiber, Zidarič, Tomašič, Magdič, Lah, Tadej Kolarič in Javševec. V drugem polčasu so priložnost za igro dobili še Rajh, Podplatnik, Tušek, Jaka Kolarič in Mesarec. Na drugi strani je trener igralec Aleš Lesjak tekmo pričel z igralci: v golu Hranič, v polju pa Borko, Luka Perišič, Novak, Lesjak, Zadravec, Sakelšek, David Perišič, Kuhar, Škvorc in Ivanoša. Zaigrali so še Kleinčar, Štamberger in Rotar. V prvem polčasu ni bilo zadetkov in sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 0:0. Šele v zadnjih pol ure tekme so natančni bili strelci in to 3-krat ormoški nogometaši. V 61. minuti je domačine v vodstvo popeljal Rok Lah. Akcijo je na svoji polovici pričel Luka Tomašič, ki je tudi v zaključku bil avtor lepe asistence do Laha, ki je zadev z desne strani v dolgi vratarjev kot središča. Za povišanje vodstva na 2:0 je mrežo središča zatresel Patrik Javševec v 88. minuti. Borko je izgubil žogo na svoji polovici in domači nogometaši so natančno in uspešno zaključili napad za povišanje prednosti na 2:0. Piko na i domači zmage je v sodnikovem podaljšku glavnega sodnika Borota Janžikoviča postavil Žiga Rajh po prostem strelu in zmedi pred golom Nikole Hraniča. Po tekmi smo se pogovarjali z vratarjem Ormoža, Karire Optil, Tadejem Špešičem in trenerjema Alešom Lesjakom ter Dragom Posavcem. Pa tudi glede na to, kaj dobro obrambo imam, tako nekaj dela sem glih ne imel. Torej lahko pohvališ obrambo, igro obrambe? Ja, pohvalim jo. Vsi trdno delamo na treninge, to se tudi vidi na tekme. Pa 3 pike so, to je glavno, te pa gremo dalje. Čestitke za danes. Ja, hvala. Tako naprej. Bomo, ja. Kje se vam je danes zataknilo? Ja, zataknilo se nam je predvsem v igri naprej, ker se mi, da nismo bili nevarni za gol Ormoža. Tudi kot, ne vem, nismo bili kot ekipa.
enostavno ni nam šlo. Bil je Ormož boljši, zato jim čestitam na zmagi. Torej ste dobro, junaško, športno sprejeli današnji poraz. Ja, junaško, vsak poraz je težki, ja, še ta lokalni derbi še nekako težje sprejeti. Vendar kaj čemo, treba delati naprej, prvenstvo je dolgo, pač te cilje izpolniti, ki smo si jih zadali, kar bo zelo težko. Bomo mogli malo bolj delati tudi na treningih, tudi sam odnos ni bil pravi, tako da upam, da bo naprej boljše. Se vam zdi, je torej danes bila tudi za vas to učna ura? Pa, mislim, učna ura, zdaj že vsi igramo nogomet dolgo, ni neka učna ura. Tako se rekel, Ormož je bil boljši, nas je zmagal, mi pa pač bomo poskušali naslednjo tekmo zmagati. No in kaj ste recimo da potegniti iz tega poraza danes, ker vsako slabo je seveda za nekaj dobro? Seveda, kot sem že rekel, naprej sploh nismo bili navadni, ker smo mi vedno imeli to neko posest, žoge smo imeli dober, kar danes ni bil, ni žoga šla, nekako so igralci v Grči, 2-3 podaje smo sestavili skupaj, tako da mislim, da moramo na tem najbolj delati. In kaj je korak naprej za vas, za nogometni klub Središče ob Dravi? Pa nič, mislim, da pač so porazi in zmage, mi smo si zadali nekako, da bi bili med prvih 5, tako da mislim, da zdaj ta tekma ni odločala ne o tem, ne o končnem rezultatu. Seveda je lepo zmagati derbi, mi pa gremo naprej, tekmo po tekmo in upam, da bo nam uspelo doseči cilja, ki nam jih je zadala uprava. Bi rekla, da ste ostali brez besed, gospod Posavec? Zakaj? Glede na tako dobro zmago. Pa vsaka zmaga se moramo veseliti, zato ker igramo za to, da dobijemo tekme in jaz sem danes zadovoljen oziroma na to, da je to bil praktično lokalni derbi, kot vedno, ko igra Središče in Ormož. Moji fantje so bili svesni tega in mislim, da so na začetku malo, še nismo prejeli korak, ker smo si zadali na toj tekmi, ampak kak je šlo prema koncu tekme, mi smo bili boljši in ta naš trud se praktično obistinil, da smo došli do glatke zmage. Ampak ni bila tako glatka, kot kaže rezultat. No in če na kratko preletite zgodovino tekme, kako je pravzaprav vse skupaj potekalo, v kateri minuti so bili goli in tako dalje. Pa prvi polčas je bil enakopraven, imeli so oni nekaj pol prilik, nekaj smo tudi mi imeli, nekaj prave šanse ni bilo niti na nobeni strani, mislim, da je rezultat bil realen. Prvi polčas mi smo se zmenili za drugi polčas, da moramo iti bolj agresivno, da brži pretok žoge mora biti, da se zadaj pokrivamo bolj striktno in da se prej rešujemo žoge, posebej v napadu, da skušamo zaključiti vsaki napad z udarcem na gol in da bo več trke, borbenosti in na koncu konca žara. Mislim, da se to pokazalo, da smo mi bili ti, ker smo diktirali tempo, posebej v drugem polčasu, da smo imeli več kondicije in napravili smo manj napak nego oni in mislim, da smo zasluženo zmagali. Katera je naslednja tekma? Naslednja tekma bo spet en derbi in sicer igramo v Gareči vasi. Tam je vedno bilo žustro in nepričakovano, nikoli nisi vedel, ali boš zmagal, nerešeno. Oziroma, da so oni startali tudi z 2 zmage, mislim, da bo to dobra tekma in da bo Unijanse odločile o zmagovalcu. Po drugem krogu sta na vrhu z maksimalnim izkupičkom 6 točk ekipi Ormoža in Bukovec. Sledita ekipi Stojnc in Hajdine 4 točkami. Drugi naš predstavnik, Središče ob Dravi, za 1 točko zaseda 8. mesto. Brez točk v 10-članski ligi sta še ekipi Tržca in Apač. V tretjem krogu v soboto 12. septembra ob 16. uri Središčani v športnem parku Trate gostijo Tržec. Dan kasneje, v nedeljo 13. septembra ob 16. uri, Ormožane čaka derbi kroga pri Gareči vasi. Samo poslovim naj se še. Prijetne septembrske dni vam želim. Veliko jesenskega sonca in iskrivih misli. S povabilom seveda, da se nam pridružite tudi čez teden dni. Srečno!